V studio danes prihaja kandidat za poslanca, ki je v javnosti znan predvsem kot gasilec. Je poveljnik vseh gasilcev v regiji in odličen poznavalec sistema zaščite in reševanja. Podporniki poudarjajo njegove kompetence na področju zaščite in reševanja, nasprotniki pa opozarjajo na pomanjkanje izkušenj v političnem delovanju na državni ravni. Kdo ima prav, pa bodo odločili volivci. Stanko Močnik, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Pozdravljeni, prav tako pozdravljam gledalke in gledalce, ki gledajo ta vaš kanal. Dajte nam povedati, zakaj se pravzaprav odpravljate na volitve? Pošteno povedano je to kar težko odločitev, predvsem zaradi tega, ker jaz delam na področju zaščite reševanja v zadnjih letih, in če pogledam, videl sem, da se lahko znotraj tega sistema kar nekaj napredkov naredi in to je bilo in bo trovalo vsemu temu, da bi tudi na področju, na drugih področjih, ne samo na področju zaščite reševanja, tudi kar nekaj doprinesel temu območju, se pravi Idrijski, Cerkljanski. Vidim, da so možnosti, razvoj je potrebna, Cerkljanska in Idrijska jeza sta na tem področju, tako da jaz vidim, da so možnosti. Prav tako moramo, če hočemo nekaj napredki imeti, moramo imeti enega človeka v Ljubljani, ki nam bo odpiral vrata in da se zadeva premakne naprej. Boste po morebitni izvolitvi v državni zbor ohranili tudi funkcijo poveljnika regijskih gasilcev? Ne, to ne bom, ker v bistvu bo že ta funkcija ta funkcija ti zavzame ogromno časa in ni mogoče, da bi lahko dve funkcije hkrati upravljal. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj, pa jih poglejva. Spoznal sem delovanje tako občinske uprave, kot je tudi delovanje državnega aparata, tako da tu so sigurno prednosti, ki jih bom izkoristil v korist Idrijske in Cerkljanske. Financiranje občine je absolutno sigurno problema, Povprečnina se v zadnjih letih kar v bistvu poveča, sigurno tu je en velik doprinos, kar ga je uspelo v zadnjem obdobju te vlade narediti, je pa sigurno treba dodatna sredstva, predvsem zaradi razvoj, pa ne bo za razvoj infrastrukture, kot je cest, komunale, vodovoda, to bo sigurno dobila dodatna sredstva, potrebno pridobiti, tako da bo lahko razvoj šel naprej. Mladina je sigurno pereč problem, tako Idrijske kot Cerkljanskega dela, mladi odhajajo predvsem v večja mesta. Sigurno je ena velik poudarek bo potrebno v prihodnosti zagotoviti take stanovanjske problematike, se pravi zgradnja domov. To je en del, drugo nenazadnje pa treba tudi poskrbeti, da bo so prostorski plani hitreje se sprejemali, tako da bodo lahko mladi sami gradili, ker naših konci je ogromno mladih, ki so pripravljeni sami narediti si stanovanje in s tem si tudi omogoči lažje življenje v teh koncih. Obnova Keltike sigurno mora biti ena od prioritet, Govorimo tu eno je samo Keltika, drugo je tudi ta četrta razvojna os, Po mojih informacijah so kar nekaj projektov narejeno, izvajajo vse cenitve zemljišč, tako da bo šli počasi v odkup država. Tako da tukaj nekaj se je naredilo, je pa dejstvo, da ta dinamika izgradnje je sigurno prepočasna in tudi sigurno se bom zavzemal za to, da bo to hitrejše, se pravi od samega umeščanja in nazadnje tudi priprava dokumentacije in sama izvedba. Tukaj jaz mislim, da kot poslanec mora biti aktiven na terenu, predvsem tudi, da skrbi za take velike projekte, da se jih spremlja, tudi poganja, in nazadnje tudi da neko spodbudo in da se tudi prije na koncu do realizacije. Če pogledamo zdaj zadnje neurja, ki so bila v zadnjih letih, so nam naredili ogromno škode. Če sam pogledamo na ravni na občini Cerkno, smo v tem zadnjem obdobju preko države v bistvu imamo v igri 25 milijonov, ki jih moramo počrpati. Nenazadnje tudi so dodatni še tudi dodatna sredstva, ki jih bo potrebno. Zdaj se trenutno dela predvsem na zaledjih, na pritokih, je pa absolutno treba predvsem poudarka zdaj dati na
samo poplavni varnosti Cerkna, ne nazadnje tudi govorimo tu v povezavi tudi z Idrijo, ne. Sigurno je tukaj kar nekaj takih projektov, ki jih je treba spraviti naprej z raznimi zadrževalniki in tako dalje. Tako da tukaj je ena stvar, ki bo potrebno še dodatno ukrepiti, še dodatna sredstva zagotoviti, da slučajno se ne ustavi, tako kot se je nam zgodilo v preteklih letih pa desetletjih, ko so projekti začeti bili in niso bili speljani. Jaz imam nek dober občutek, začelo se je, premika se, zdaj hitrost je skoraj lahko počasna, po eni strani, po drugi strani pa vemo, da sami projekti terajo svoj čas, projektantov njih, ampak vseeno, mi moramo stremiti k temu, da to pahnemo naprej. Mi imamo poudarke, predvsem eno je ta poplavna varnost, ker smo začeli, mislim, smo jo zelo dobro zastavili, iti naprej. To je ena stvar, druga stvar je ta cestna povezava, ko govorimo o Keltiku, 4. razvojna os. Eno je samo umeščanje, drugo je tudi pridobivanje zemljišč in tako dalje, tako da se ta zadeva tudi samo iz razpisi za izvajalce, tako da tu premaknemo na naslednjem mandatu, moramo absolutno začeti s temi gradnjami, ker če ne bo nam še več ljudi odšlo z tega. Kmetijstvo je sigurno ena poudark, vemo, da tako Idrska kot Cerkljanska je zelo obdelana, ampak ta obdelane površine pomeni, da so neki ljudje zad, tem ljudem je treba dati neka spodbuda. Vemo, da so problem največkrat se zgodi pri samem točkovanju. Naši kmeti, ko se borijo na teh razpisih, izpadejo ven. Tudi sam se ukvarjam s kmetijstvom, da vem, s kakšnimi težavami so to savorske kmetije, težko obdelovati to zemljo, ampak jaz mislim, da bomo tu na tem področju mogli nekaj narediti, tako da bomo tem kmetom približali te razpise, da se bo lahko sploh prijavila. Eno je divjad sigurno dela ogromne škode v kmetijstvu. Tukaj bo treba tudi ne glede to, da je zdaj kar nekaj stvari že naredilo na tem področju, bo pa sigurno v prihodnosti še bolj potreba tudi ta problematika rešiti. Tukaj je zmeri dilema, vemo, da denar je to, kot je, če nek dvigneš, moš nek druge vzeti. Različni modeli so, zdaj eni zagovarja eden drugega, tukaj sigurno nisem tukaj doma že bi lahko komentiral, je pa dejstvo, da pač sigurno bo treba neka ravnovesje dobiti, da bomo to našo socialno državo naprej peljali, ker nazadnje, če ne bo denarja, tudi ne bo ne za gasilce, ne bo ne za zdravstvo, ne za vse ostalo zmanjkanje, ne za ceste, tako da jaz mislim, da bo treba dobiti neka dobra rešitev in tudi, ko samo zakonodajo pripelje do tega, da bo to šlo v življenje. Zdravstvo, če pogledate, se kar nekaj naredilo v zadnjih letih, predvsem na temu, da se vlaga v same bolnice, v kadre, razpisi so se povečali. Nazadnje tudi včeraj smo imeli občinski odbor za finance, ki je župan rekel, da ljudje so, da je kader problematično, glede na to, kar gradimo pri nas, kar bomo v prihodnosti gradili. Tako da tu me navdaja z nekim upanjem, da zadeve se premikajo naprej. Tako da tukaj je predvsem na tem področju treba delati naprej še in z nekaj spodbudami to naprej krepiti. Glejte, sigurno bom jaz zagovarjal nevladne organizacije, ki nekaj prinesejo te naši skupnosti. Tukaj so predvsem gasilci, govorimo o Karitasu, govorimo o Rdečem križu in te organizacije so sigurno na vrhu prioritet, ki jih bomo skrbeli in tu zavzemo se bom, da bo to še dodatno se ojačalo in to je to. Javno. Da, sigurno. Tu bo ogromno prednosti prineslo za naše konce in tu tudi decentralizacija same države in tukaj jaz vidim neke možnosti za razvoj naše Idrsko-Cerkljanske. Da. Stanko Močnik, jaz vam zahvaljujem za ta pogovor, za obisk v našem studiu. Na volilno nedeljo pa vam želim dober rezultat. Hvala. In lep pozdrav vam in vašim gledalkam in gledalcem. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala za pozornost in seveda srečno.